S predsednikom društva smo se dobili ob Lesjakovi elektrarni, nekdaj poimenovani zadružni elektrarni, ki datira v leto 1924. V pričakovanju te slovesne obletnice smo dolžni, da izkažemo pozornost tej tehniški dediščini, ki imamo tukaj tako rekoč sredi Šentjerneja, ki pa je v bistvu hkrati kar zakrita in jo tudi veliko Šentjernejčanov ne pozna. Zaradi zaraščenosti in zapuščenosti je komajda prepoznavna, a, poudarja Bregar, želijo izpostaviti njen pomen, sploh med energetsko krizo. Cilj je tudi njena oživitev. Anton Lesjak je deloval v Šentjerneju in tam tudi umrl leta 1942. Pustil je izjemen pečat, bil je zvedav in napreden. Moram reči, da Šentjernejčani res premalo cenimo njegov doprinos, se pravi, da mu izkažemo pozornost. Res je, da imamo veliko dvorano Antona Lesjaka, kaj več v Šentjerneju, kaj več pa tudi ne. Lesjak je v Šentjerneju poleg elektrarne zgradil prvi kulturni dom, ustanovil posojilnico in šentjernejsko orlovsko godbo. Zaradi vseh teh zaslug si v društvu želijo, da bi se lokalna skupnost pridružila obeleževanju jubileja. Bregar je predstavil tudi odzive občanov na njihovo pobudo o občinskem subvencioniranju agregatov električne energije. Moram reči, da je bil izreden odziv na to pobudo, se pravi nekaj čez 2000 gospodinjstev je prejelo to vprašanje, ali se strinjajo s pobudo, in smo dobili nekaj manj kot 200 odgovorov. Občani so, dodaja, soglasno podprli pobudo društva, zato jo bodo naslovili na občinsko upravo.